50% glasov bo pa zopet prispevala strokovna žirija. Robi, mislim, da je najboljše, da se sprehodiva po Sloveniji in da si ogledamo vseh 8 finalistov. Za pripravo tokratnega aranžmaja bom izkoristil kar japonski dresnik, tako da v tem primeru še o dresniku povem nekaj pozitivnega, ne samo negativne lastnosti. In sedaj ga razdelimo na 9 delov. 4 manjše in 5 večjih. Oblikujemo kroglice. Letošnji izbor za naj ribnik poteka že 10. leto. Kaj več o tem, koliko je bilo letos prijavljenih ribnikov in kako ste izbrali 8 finalistov, pa nam lahko poveš kar ti, Robi. Letos smo dobili 39 prijav. Strokovna žirija je oddala svoje glasove in dobili smo 8 finalistov, tako kot vsako leto. Zdaj se bodo finalisti prvo predstavili v oddaji. Tudi na naši spletni strani se bo dodalo kar nekaj dodatnih slik in pa več opisa o prijavljencih oziroma o ribnikih. Nato se pa izvede glasovanje. Glasovanje traja od ponedeljka 29.9. do 3. oktobra. V teh 5 dnevih bo imelo možnost glasovanje tudi ljudstvo, to pomeni, da bo lahko ljudje glasovali preko spleta. Te glasovi bodo tvorili 50% glasov, 50% glasov bo pa zopet prispevala strokovna žirija. Robi, mislim, da je najboljše, da se sprehodiva po Sloveniji in da si ogledamo vseh 8 finalistov. Ljubezen do ribnikov je v naši družini že precej let prisotna. Najprej je bil en majhen ribnik, čist majhen 1000 litrov, na kar smo se kmalu odločili, da ta ribnik nam ne ustreza. Zgradili smo prvi večji ribnik. Ko smo videli, da ribnik odlično funkcionira, smo se nekako odločili glede na razpoložljiv prostor na našem vrtu, da potrebujemo nujno še en ribnik. Za ta večji ribnik, ki ima volumen nekje 16 000 litrov, smo kar precej načrtovali, od izrisa do zakoličenja prostora in tako naprej. No, sedaj ta ribnik funkcionira cirka 3 leta. Pri obeh ribnikih smo se nekako odločili, da bomo imeli zlate ribice. Rastlinski del je precej raznoliko zasajen, od raznobarvnih lokvanjev do kalužnic, ki čudovito cvetijo spomladi, do blatnikov, do pontederije, kordate in tako naprej. Najbolj pomembno je, da celoten biosistem odlično funkcionira. Kot smo začeli urejati vrt, se mi je zdelo, da v ta vrt spada tudi en ribnik. Se mi zdi, da je to pika na i vsakega lepo urejenega vrta. Dekorativni elementi, od japonske lučke, raznih mostičkov. Filter je skrit v tisti majhni hiški. Mostiček sem sam delal. Sedaj sem se odločil za ta stil spet v lesu, v rdeči barvi. V bistvu to v modi, neke žive barve lesene v prostoru. Nastal je popolnoma spontano, ker sem imel želje po hribah in teh stvareh, sem si najprej ustvaril en mali skalnik s klopco, zraven malo rastlinja, kjer pa v naši družini gojimo tudi zdrav duh v naravi in željo po lepi okrasitvi, smo si zadali načrt, da bi ustvarili en ribnik. Pri tem ribniku smo začeli takoj z akcijo,
Najprej je bil en mali, nato sem zgradil še drugega manjšega, kar me ni odgovarjalo. Naredim tega velikega, to je bilo 2007 leta in od tu naprej smo začeli zgraditi lepe stvari, ki nam odgovarjajo z tem šumečim idejam. V okolici ribnika smo v glavnem nasadili predvsem javorje, saleks, polšpani, hoste, v glavnem preprosto stvar, ki nam zadostuje v tem kraju. Naš ribnik je nastal leta 1991, takrat je bil sicer čisto v drugačni obliki, še imeli eno toček sredi ribnika, potem smo to čez kako leto ali dve spremenili, ker nekako ni funkcioniralo, tako sem si jaz zamislila. In od takrat dalje je potem v takšni obliki, kot je danes. S tem, da spreminja se obvodne rastline, se menjujejo, ker leto se pokaže, včasih je suša, se pokaže, da neki rastlini ne uspeva najbolje, kakšni drugi rastlini bolj ustrezani, bolj ugaja, potem nadomestiš tisto. V ribniku pa lokvanji so tisti moj največji ponos, mi osrečujejo celo leto, skoraj celo leto s cvetjem. Živijo pa notri zlate ribice, žabe, ob večerih pa so obiskovalci spet drugi. Ježkova družina, ki je na vrtu, redno obiskuje ribnik, se napaja, ptički imajo krasno kopališče, bratove čebelice z njegovega čebelnjaka se pridno napajajo ob robovih ribnika, tako da sem tudi temu primerno uredila robove, da se čebelice čim manj utapljajo. Ribnik je nastal pred 4 leti, prej je bil v manjši obliki, zdaj smo ga povečali na veliko. V ribniku je okrog 5000 vode, v prostem času je za sprostitev. V ribniku so zlate ribice in koji. Ribnik vzdržujemo z vodnimi pumpami, ki so povezane s čistilcem, ki čisti vodo in je voda vedno čista in bistra. Mlin na veter ni moja ideja, ampak sem nekje drugje videl to in sem si mislil, da bo ustrezno pasal tudi v naše okolje poleg ribnika. Večinoma prosto časa sedimo ob pergolu, ker je dobra senca pred vročino in poslušamo šumenje vode in uživamo ob njej. V bistvu je bila to ena moja tiha želja že takoj ob selitvi. Tukaj na Rakeku smo dobrih 10 let in takoj ob začetku smo tudi zastavili z ribnikom, se pravi je že 11. leto. Pred 2 letoma smo ga obnovili oziroma prenovili, zaradi tega, ker se je pač teren malce pogreznil in je bilo potrebno zadevo obnoviti, ker je voda malce v eni strani odtekala, tako da je zdaj malce globlji, na sredini približno 1 meter. To je takoj prineslo posledico, da imamo zdaj malo več rib noter. Vsekakor je bil izhodišče ves čas isti, se pravi, da čim bolj naravno, da ne delamo nobenih umetnih stvari, kolikor se le da. Torej smo uporabljali izključno kamen in rečni pesek. Sam ribnik je v 3 stopnjah in je v bistvu tudi s peskom in malo zemlje. Rastline so pa seveda predvsem vodne, v okolju smo pa pač tako imenovane pritlikave in smreke in bor in tiso, travo, pač kolikor se da, malo spreminjamo, sem pa tudi kaj propade in obnovimo. Zdaj je 4 let star, potem ljubitelj kojev, sem večinoma sam naredil vse, japonski stil, kako se vidi ribe. Imam jih 20 not. Vse japonske rastline. Imam ilex, bonsaje, seda, vse sam
sem sadil, vse sam urejam. Pozimi pokrijem s panelami, imam noter temperaturo do 10 stopinj. Ribnik sem delal okrog 3 mesece, ribe tudi takoj noč sem dal, čiščenje je črpalke. Širok je približno 3 metre, dolg pa tam nekje 6 metrov, je nepravilne oblike. V ribnik je speljana struga in slap. Ta struga tako deluje naravno, kot bi bilo tukaj ta voda že od nekdaj. Čez strugo je speljan mostiček, lesen. V ribniku so rastline, ki čistijo vodo. To so razni irisi vodni, modri, rumeni, bičevje, razne okrasne trave, bambus, smrekce in lokvanji za nizko in visoko vodo. Rob ribnika je narejen iz kamenja in lesa, ki smo ga s pomočjo moža in otrok pripeljali iz gozda. Obroba ribnika je tudi bogata zasajena. Sedaj trenutno v jesenskem času meni ljubih trav in okrasnih javorjev, ki se bodo začeli zdaj lepo barvati. Seveda najlepšo kuliso pa nam daje narava sama. Smo že v poznem poletju, zgodnji jeseni in za pripravo tokratnega aranžmaja bom izkoristil kar japonski dresnik, tako da v tem primeru še o dresniku povem nekaj pozitivnega, ne samo negativne lastnosti kot invazivni rastlini in pa seveda sončnice. Mislim, da so sončnice v tem letu, glede na to, da je bilo to poletje bolj kislo, z malo sonca kar dobrodošle cvetlice v teh jesenskih aranžmajih. Sončnicam bom najprej odstranil liste, listno maso, skoraj vse, edino pri vrhu bom pustil tu in tam kakšen list. Listi pri sončnici zelo hitro venijo. Ko bo pa v tej stekleni posodi bistveno manj vode kot sicer, pa bi ti listi še toliko prej oveneli. Tako, sončnice so očiščene. Na vrsti so pa veje japonskega dresnika ali kot ga tudi cvetličarji imenujejo poligonuma. Stebla poligonuma bom narezal na krajše, daljše palice. Ima pa poligonom to prednost, ker je znotraj voto, tako da ga lahko izkoristimo tudi za kakšne epruvete ali pa preprosto v to steblo natočimo vodo in za take kratkotrajne aranžmaje je več kot dobrodošel tak del te rastline. So pa stebla zelo zanimiva, take živo zelene barve. Ko rastlina že delno v pozni jeseni tudi dozori, se ta barva delno spremeni tudi v rdečkasto. Pozimi pa, ko rastlina dokončno zmrzne, se stebla posušijo in postanejo temno rjava. Pri steblih odstranimo tudi te stranske vejice, kajti ko bom kasneje stebla vezal skupaj, bi te vejice motile samo vezavo, tako da je pač dobro, da je sama površina stebla čim bolj gladka. Tako, v naslednji fazi, da bom pač ta stebla lažje spravil v to nizko stekleno posodo, jih bom po nekaj in nekaj skupaj sproti zvezoval, kajti naenkrat zvezati tako gmoto teh stebel je skoraj nemogoče. Tako, žice sprva ne zategnemo do konca, temveč jo pustimo toliko, da je lahko kasneje, ko stebla postavimo vertikalno, tudi vso zadevo dobro stisnemo. S tem dobimo pač stabilnost in ta stebla preprosto lahko samostojno stojijo.
Tako, osnova aranžmaja je pripravljena, pri tem je pomembno samo še vse te šopke teh vejic poligonoma samo še zvezati vse skupaj, tako da bo pač osnova dovolj stabilna, da se nam kasneje, ko bomo dodajali sončnice, vsa zadeva ne prevrne. Morda še kak manjši popravek. Tu vmes pa je ravno dovolj prostora, da lahko dodamo sončnice. V tem primeru bom sončnice z ostrimi škarjami podrezal, jih delno preklal, tako da bodo kasneje lažje črpale vodo. Pri vodi pa verjetno ni kaj dosti dodati kot to, da pač sončnice uživajo, če jim damo v vazo mlačno oziroma lahko kar malo bolj toplo vodo, s tem pač nekako odprejo te cevčice za srkanje v steblu in tako je cvet vedno prehranjen oziroma ima na voljo dovolj vode, ki jo potrebuje. Pri vtikanju pecljev v osnovo pač moramo paziti, da pride pecelj sončnica čisto na dno steklene posode. Dodamo še zadnjo sončnico. S tem je zelo hitro, enostavno pripravljen okras za na mizo oziroma cvetlični aranžma. Kako pa lahko sončnice tudi na svojevrsten način pripravimo v kulinariki, pa nam bo pokazala Bernardka. Tudi v kuhinji lahko pripravimo sončnico. V moko sem vmešala vanilin sladkor, solila in nastavila kvasec. Sedaj prilijem toplo mleko, zamesimo precej čvrsto testo. Ko je testo zameseno, ga zvrnemo na pult, naredimo valj in sedaj ga razdelimo na 9 delov. 4 manjše in 5 večjih. Oblikujemo kroglice. Najprej razvaljamo večje kepice. Prvo rečemo, da palačinko odložimo na pekač, ki smo ga pokrili s peki papirjem, in premažemo z maslom. Nato nadaljujemo zopet z veliko kepico. Sedaj smo zložili eno na drugo 4 plasti iz največjih kroglic in sedaj razrežemo približno centimeter do 2 do roba. Testo ne prerežemo do konca. Tako. Vzamemo majhen nož, ki nam bo v pomoč, da ločimo plasti. Plasti se lepo ločujejo ravno zaradi masla. Sedaj nam je v sredini ostal prazen prostor, ki ga bomo zapolnili s temi majhnimi kroglicami. Razvaljamo jih v približno takšno velikost. Zopet premažemo z maslom in tako nadaljujemo še z ostalimi 3. Tudi majhne kroge zarežemo, vendar kontrasmer, tako približno na polovico prejšnjih velikih. Ravno tako na enako število delov. Zopet vzamemo nožek in vihamo testo med
velike lističe. Tako, sedaj, ko smo tudi male lističe zavihali ven, zopet ostane odprtina. V to odprtino pa vložimo ta veliki del, ki še nam je ostal. Malo ga sploščimo, po robovih premažemo z maslom in ga vstavimo v odprtino. Tako, celo rožo premažemo s stepenim jajcem. Ko je roža premazana z jajcem, posujemo sredino ali z lanenim semenom ali z mešanico semen, lahko tudi z makom. Ko je roža končana, jo damo v naprej ogreto pečico na 160 stopinj za 25 minut.